Kot ste verjetno opazili in slišali, prebrali, je znova na pohodu zloglasna ptičja gripa. Inšpektorji že veselo hodijo po obratih in preverjajo stanje v jatah. Na Gorenjskem naj bi na enem obratu, kjer gojijo kokoši, že uničili celo rejo, ker naj bi šlo na sum, pomislite zgolj na sum prisotnosti ptičje gripe v jati. Če se ozrem na IHR pravilnik in sporne amandmaje v okviru VHO, gre za podoben primer poskusa uvajanja skrajno represivnih ukrepov glede zdravja ljudi proti volji posameznika, če bo samo sum na prisotnost virusa za COVID. Pomislite, samo sum. Tu se poraja vprašanje, kaj se dogaja v ozadju tega suma. Zgolj sum in uničevanje lokalne samooskrbe ali pa gre dejansko za okužbo? To lahko dokažemo samo z ustrezno analizo v večjih neodvisnih laboratorijih, ki so kompetentni za take vrste raziskav in analiz. Se še spomnite prašičje in ptičje gripe pred leti, ko so celo po javnih medijih razgalili dejstva, da le ni vse tako, kot nam razlagajo tako zvani strokovnjaki. Se spomnite tovarne sladkorja v Ormož in njenega razvpitega zaprtja? Se spomnite uničevanja vinogradov in prezgodnje trgatve, ko so grozdi izredno lepo kazali na obilno trgatev tisto leto? Je zadaj mega kapital s svojimi požrešnimi apetiti in razbijanjem konkurenci na lokalnem nivoju? Pa poglejmo dejstva. Virus je v biologiji zelo majhen patogen, ki se lahko razmnožuje le v živih celicah, saj sam nima celičnih mehanizmov, potrebnih za lastno razmnoževanje. Iz tega torej sledi, da virusi izven živega organizma nimajo nobenih pogojev za preživetje, niti za razmnoževanje. Prenaša se kapljično direktno iz organizma na organizem v neposrednem stiku. Pojav virusa je posledica padca imunskega sistema živega organizma. Živ organizem pri vrhunski telesni zdravstveni kondiciji je imun na pojav virusov v notrini njegovega telesa oziroma strukture. Več o tem si lahko preberete na Wikipediji in drugih neodvisnih člankih o virusih. Kot odgovorni rejci živali moramo najprej poznati dejstva. Dobro je, da se poučimo tudi glede vzrokov pojava virusnih infekcij pri človeku in živalih. In ker smo v sistemu, je dobro poznati zakonodajo, kjer prednjači obligacijski zakonik in ustava s 153. členom, ki navaja, kako si po vrstnem redu sledijo pravni akti v Republiki Sloveniji. Kdor ima kokošjo jato ali drugo čredo prijavljeno v registru, mora poznati določena pravila igre v sistemu. Vsak rejec mora skrbno gospodariti s svojimi živalmi in poskrbeti za njihovo dobro počutje in zdravje, da ne ogroža zdravja niti sebe in ne svojih strank. Zakon o zaščiti živali v 1. členu določa odgovornost ljudi za zaščito živali kot čutečih živih bitij, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti. V tem zakonu imate tudi druga določila glede varstva in zaščite živali. Zakon o veterinarstvu v 90. členu v drugi alineji navaja, da, citiram, pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izjemoma sme organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi, dovoliti, da se izvršitev odrejenih ukrepov odloži, če se ugotovi, da bi z izvedbo odrejenega ukrepa nastala nepopravljiva škoda, ki je drugače ni mogoče odvrniti, z odlogom pa zdravje ljudi in živali ni ogroženo. Konec citata. 20. člen zakona o inšpekcijskem nadzoru, se pravi vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca, sicer navaja, da, citiram, inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte, na zemljišča in parcele, ter k opremi in napravam iz prejšnjega člena, če zakonom ni drugače določeno. Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore. Če zavezanec brez upravičenih razlogov ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, kjer se dejavnost opravlja, ima inšpektor pravico vstopiti v prostor mimo volje zavezanca ob pomoči policije.
Stroške vstopa in morebitno škodo, ki pri tem neizogibno nastane, nosi zavezanec. Konec citata. Ampak, kot vemo, mora zakon upoštevati določbo iz ustavnega člena, ki v 36. členu Ustave Republike Slovenije v drugi alineji navaja, da, citiram, nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradna oseba, med katero spada tudi inšpektor, brez odločbe sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in izjemoma brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje, konec citata. In to v prisotnosti dveh prič. Preberite si še kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah, ki med drugim navaja, citiram, javni uslužbenci ravnamo pošteno in svojim delom in ravnanjem skrbimo za naš ugled. Delujemo spoštljivo, zaupanja vredno in častno, konec citata. Imate ga na internetu. Da ne bi prišlo do kakšnega nerazumevanja in napačne interpretacije mojega besedila, vas opozarjam, da vsi, ki imate reje kokoši in drugih živali prijavljene v registre, ste dolžni sodelovati v postopkih inšpekcijskih nadzorov. Imate pa možnost koristiti določene varovalke, ki jih na svoji posesti lahko izvedete. Vedno recite ja, seveda lahko izvršite pregled, ampak in peljite postopke pod vašimi pogoji, ker ste na svojem. Sprašujte, na podlagi česa sumijo prisotnost virusa v vaši jati ali druga vprašanja povezana z vašo jato ali čredo. Kdo bo pokril škodo, če se pokaže in dokaže, da virusa ni? Vi pa imate ogromno škodo samo na podlagi neke domneve ali suma. Zunanji indici bolezenskih znakov lahko kažejo tudi na druge vzroke, ki jih lahko potrdi samo obdukcija trupla. Ali zato ustrezna preiskava. Vsak pameten in razgledan inšpektor, ki pozna veljavno zakonodajo in etični kodeks za javne uslužbence, ve, da mora ravnati najprej v skladu s kodeksom, se na gospodarstvu predhodno najaviti in jasno povedati namen obiska. Razen, če gre za sum na hudo kršitev na določenem gospodarstvu. Vi pa imate pravico na svoji posesti imeti vse objekte in zemljišče, ki ga tisti trenutek posedujete pod videonadzorom, kar mora biti razvidno iz obvestila na vidnem mestu, naprimer, objekt pod videonadzorom, videonadzor in podobno. Tako da vsak, ki pride, ve, da je nadzorovan. V primeru kakršnih kolih zapletov, lahko kasneje te posnetke uporabite kot verodostojen dokaz na sodišču. Vso pravico imate zahtevati dodatne vzorce, ki so odvzeti iz vaše jate in črede za določene kemične in laboratorijske preiskave v primeru, da se pojavi kakršenkoli sum na nalezljivo bolezen, da jih lahko pošljete v druge neodvisne laboratorije. Ta dodaten vzorec mora odvzeti sočasno tisti, ki bo uradno vzel vzorec iz vaše črede, jate in podobno. Meni je bilo rečeno, da jih lahko dam v zamrzovalnik. Nikoli ne preprečujte nadzora, vendar jim lahko daste jasno vedeti, da poznate pravila igre. Ni dovolj danes biti samo kmet, delavec, uradnik, ampak je v komercialnem prometu, od česar je odvisna vaša eksistenca, nujno poznati pravila. In naj vas potolažim. Zakonodaja je na naši strani, samo pravilno je treba peljati postopke. Varovalko pa imamo v obligacijskem zakoniku, kjer so jasno postavljena pravila medsebojnih pogodbenih razmerij. O podrobnostih pa kdaj drugič. Vi samo pazite v vseh teh uradnih postopkih, da prišleke opozorite na poznavanje dejstev, da tudi oni peljajo postopke v skladu z veljavno zakonodajo, ker drugače je že navada, da se dela kar malo po domače, človek pa nastrada misleč, da so inšpektorji dorasli svoji zakonom in etičnim kodeksom zavezujoči vlogi,
Vam iz lastnih izkušenj povem, da eni prvič slišijo za etični kodeks za javne uslužbence, da sploh obstaja. Se spomnite hruševega ožiga, pa norih krav in prašičje gripe, pa kloranfenikola? Vsi glavni akterji teh kriz v Sloveniji so dobili bajne službe po teh aferah. A ni to malo čudno? Sama sem takrat ob preiskavah mleka zahtevala dodatne vzorce v slučaju, da bi v vzorcu z naše kmetije odkrili prisotnost razvpitega kloranfenikola. Vzorec je bil vedno negativen. Meni so vedno govorili, proti inšpektorju ne moreš nič. Ko pa sem prebrala ustavo in zakonodajo, sem doumela, da imamo še kako velik vpliv na vse, kar se dogaja okrog nas. Samo glas, da nič ne moreš, je kot virus, ki ga okužil naš razum. Pa brez strahu. Žogico odgovornosti je treba prevaliti na sistem. Vi pa res pazite, da imate vse urejeno v zvezi z vašo čredo ali rejo. Pa vam nihče nič ne more. Če bodo pa naredili neopravičeno škodo, pa imate dokaze in vse potrebno za izterjavo odškodnine. Vse po zakonu, predvsem pa na podlagi 26. člena Ustave po drugem odstavku. Ker niso uspeli s pritiskom, da se mora vsaka kokoš, namenjena samo oskrbi v gospodinjstvu, popisati, se je kar naenkrat pojavila ptičja gripa. A ni to čudno? Kar naenkrat se je pojavilo kup virusov in nevarnosti. Ker se ljudje upirajo odvzemu nedotakljivih in neodtujljivih naravnih pravic? Deklaracij v trgovini se pa nobeden inšpektor ne upa lotiti, pa gre za vsebine kot dodatke prehrani, ki so izjemno strupeni in škodljivi za zdravje. Le zakaj? Jim grozi mega kapital? Samo sprašujem se, pa verjetno še marsikdo, ker ne razumemo, kaj delajo v prehrani sestavine, ki imajo kot samostojne na etiketah opozorilo, da so zdravju izjemno nevarne. Treba se je zaščititi, dragi moji. Smo se pripravljeni postaviti zase ali bomo kar pustili, da nam serjajo po glavi in si malo po malo lastijo vsega, kar je naše? Samo na nas je. In vsak je sam svoj mesija. Pepiča moja. Ja, maljecka. Je težko.